Dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila Mojco Leben. Mojca Leben ima posebna znanja, kako povezovati umetnost s svojim osebnim razvojem, pa ne samo osebnim razvojem, ampak tudi kako skozi umetnost prideti do zdravja, do boljšega počutja, kako umetnost uporabiti za to, da življenje naredimo boljše, bolj po meri, ki si ga mi želimo. Dobrodošla, Mojca, v moji oddaji Moj odnos do zdravja. Pozdravljena, Neja, in hvala za povabilo. Dajva majhen pogledati, kako se je tvoja pot začela. Si zmeraj se ukvarjala z umetnostjo ali je bilo kakšno drugo obdobje, pa si potem prišla na umetnost? Jaz recimo, enkrat sva se pogovarjali na Baliju, na Baliju. Umetnost je prepletena čist vse povsod in tam je res taka prijetna, mehka energija, zato ker oni oni nimajo tega, jaz ne znam risati, jaz ne znam peti, jaz ne znam igrati, jaz ne znam plesati. Oni vsi vse počnejo. Drži. In jim zelo pomaga pri preseganju ali pa iskanju rešitev za vsakdanje življenje. Kako se je torej tvoja pot začela? Moja pot v povezavi z umetnostjo in ustvarjalnostjo se je začela čisto kot vsaka pot od tebe, od vsakega od naših gledalcev. In sicer v otroštvu, kot otroci vsi radi rišemo, vsi radi ustvarjamo, oziroma smo radi risali, radi ustvarjali. Otroci radi plešejo, otroci radi pojejo, otroci si izmišljujejo pravljice, otroci stalno nekaj sestavljajo, so kreativni. Potem se pa to na eni točki pri večini zaključi. In sicer tam okrog 9., 10. leta, ko postanejo pomembni vrstniki in je pomembno vrenje vrstnikov in se pojavi strah pred tem, da boš izključen iz te vrstniške družbe. In to se zgodi s tistim stavkom, kaj si pa to narisal, ali pa kakšna risba je pa to, ali pa to pa ni nobena hiša. Ti pa ne znaš peti, fušaš. Ali pa se recimo, takrat so otroci že v šoli, je v razredu en fantek ali pa ena deklica, ki pa je izredno talentiran in so vse slike in so vse risbe tako zelo lepo narisane in tako zelo prav narisane, da se takrat potem pri večini ostalih zgodi to, da odložijo barvice in svinčnike in rečejo, jaz pa ne bom. Potem pride pa stavek, ne znam, nisem talentiran in tako naprej. In še nekaj je pomembno pri toliko starih otrocih, ta simbolno izražanje, kjer otrok pač nariše glede na to, kaj čuti. Velike roke, velike glave, suhceno telo, dolgo. Glede na to, kaj čuti, tudi barve tako uporablja, postane v teh letih zelo pomembno, da je slika čim bolj realna, da je čim bolj odslikava tisto, kar vidim. In če recimo na moji risbi tale tvoja misca ni narisana točno tako, kot zgleda v naravi, si rečem, jaz pa ne znam risati, to pa ni v redu, zmečkam papir in ga vržem. Skratka, tam nekje okrog 10. leta smo mi sicer ustvarjalni in kreativni posamezniki odložili te barvice in kar nas recimo v šoli ni bilo časa v šolskem sistemu, pri pouku veliko pozornosti nameniti ustvarjalnosti, žal, smo ostali nekje na tej stopnji. Tako da, ko delam s klienti, velikrat, ko recimo narišajo hišo, narišajo tako, kot so jo risali pred 10 letih in to potem tudi ugotovijo. In se recimo upravičujejo, jaz še zmeraj tako rišem kot otrok. Tam se je zadeva ustavila, ampak če bi pa to negovali naprej, bi se pa stvari razvijale naprej. Se pravi, se je tvoja pot takrat malo za en kratek obdobje zaključila, če prav razumem? Na en način, čeprav vedno sem pa rada kaj sestavljala, ustvarjala, s prijatelji smo vedno delali gledališče. Skratka, ustvarjalnosti je bilo dosti tam okrog našega bloka in v mojem ženskem prijateljskem krogu.
Potem sem se pa povezala z umetnostjo na fakulteti bolj skozi znanost. Študirala sem umetnostno zgodovino, raziskovalno smer, ampak me je začel neki žult, in sicer to, da vse to raziskovanje in vsa ta lepota in vse te zgodbe iz umetnosti ne pridejo do ljudi, umetnost je pa ustvarjena zato, da komunicira. Ja, da zdravi, ja, da umetnik izrazi tisto, kar čuti, tisto, kar razmišlja, da razvija recimo eno določeno filozofijo, smer in tako naprej, ampak umetnost želi komunicirati s tistim, ki si jo potem ogleduje, in jo razume na svoj način. In tako so se potem začele delavnice z otroki, pa potem kasneje z najstniki, pa potem sva z možem ustanovila Zavod za ustvarjalnost, ples in kulturno dediščino, in so se začele te stvari razvijati naprej in na eni točki sem potem srečala tudi seveda, coaching in ekspresivno art terapijo. In to dvoje se potem seveda združilo in naložilo na dolgoletne izkušnje dela z otroki, z mladimi, z njihovimi pedagogi in tako naprej. Ja. Kaj pa je to art terapija, coaching, art terapija? Art terapija, art je umetnost. Terapija, več ali manj že vemo, kaj je, se pravi iskanje razlogov, zakaj sem recimo nekje zataknen v življenju in iskanje poti ven iz tega. Coaching je malo bolj usmerjen v cilj, v ta pridati ven iz tega, dokaj učinkovito in dokaj hitro. Art, umetnost je pa še zraven. Zakaj je umetnost, in prisegam na umetnost kot na sredstvo, kot na polje kreiranja novih vzorcev, novih prepričanj, novih navad in tako naprej. Umetnost je močna zato, ker govori z jezikom simbolov. Tako kot naše sanje, tako kot naša podzavest. In vsi naši vzorci, v katere smo zataknjeni, vsa naša potlačena čustva, vsi tisti potlačeni razlogi, zaradi katerih ali trpimo, ali se pa v življenju ne moremo premakniti naprej, ali pa smo, kjerokoli težavo imamo, so spravljeni v telesu in v naši podzavesti. In naš ego pa ne zazna, da gremo tja noter s pomočjo umetnosti. Ego se ukvarja z mislimi, z razmišljanjem, s tem, kaj drugi mislimo, kako zgledamo navzven in tako naprej, in spusti, in je to bypass, da pridemo zares v globino. Ker ko delam z ljudmi, rada pridem do korenskega razloga enega vedenja, enega obnašanja, enega težave. In jo potem tudi skreiramo pot navzven. Kako je pa tebi to pomagalo pri tvoji osebni rasti? Kot študentka sem zelo rada hodila seveda v galerije, brala simbole, brala zgodbe iz umetnosti in tudi kot študentka že pripravljala delavnice za otroke in mlade, da so te slike oživljale. In ko sem gledala te otroke, sem videla, da te interpretacije so bile noro dobre, ali v smislu ustvarjalnosti, ali pa v smislu tega, kaj so otroci z mano delili. Kaj so začutili, kaj so videli in te zgodbe zadaj. Meni je pa umetnost pomagala zelo na podoben način, sicer ne z slikanjem, ampak bolj preko giba, preko ustvarjalnega giba, preko izraznega plesa, recimo. Imela sem 2 mentorja, s katerima sem sodelovala, ki sta v bistvu pred 30 leti, 20 leti prišla v Slovenijo iz Belgije, sicer bivša, mislim, takrat je bilo še jugoslovansko okolje, ki sta prenesla en tak reformni pogled na šolo in smo skupaj, jaz sem z njima sodelovala pri postavljanju prenove šole, pristopa v šoli in pristopa v vrtcu in tam je bilo vse umeščeno oziroma se je vrtelo okrog gibanja, okrog plesa. Se pravi, ko smo zjutraj prišli, začeli delati, smo najprej plesali, se izražali z gibom. Vmes nekje smo spet nekaj kreirali z gibom in z glasbo in potem za zaključek spet. Tako da skozi ples, pa seveda sem tudi plesala kot študentka, to je bilo moje polje izražanja in tudi zdravljenja. Prej si omenila Bali, samo na hitro, da se vrnem še na to. Zdaj Bali
nas uči, kako smo tudi pri nas včasih živeli. Umetnost, izražanje, druženje ob izražanju preko črte, preko barve, preko vezenja, preko gnetenja, razbarjanja je bilo vedno del človekovega življenja, tudi pri nas, a ne? In je tudi del dediščine. In se mi zdi, da se zdaj samo spomin zbujamo, kako zelo pomemben del našega življenja je življenje z umetnostjo in z umetniškim izražanjem. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. Omenila si, da je bilo tudi slovensko področje polno ustvarjalnosti, ki prežemalo vsakodnevno življenje in da je zdaj veliko tega bolj kot ne pozabljenega. In naštela si tudi kvačkanje, štrikanje, vezenje in tako naprej. Kako ti vidiš, kako lahko te stvari bolj obujamo zato, da spodbudimo to kulturno sproščanje podzavestnih vzorcev, ki so nabrani v nas? Ja, naši predniki o tem niso kaj dosti razmišljali, ampak so enostavno na ta način živeli, ker so njihovi predniki že na ta način živeli. A ne? Se pravi, človek v svojem bistvu je ustvarjalen. Človek v svojem bistvu, vsak človek zna risati, vsak človek zna plesati. Mogoče ne izplesane korake, ampak če pogledamo dojenčka, že ko se na noge postavi, prej pleše, kot hodi ali pa govori. A ne? In tudi prej riše ali pa se želi izražati z barvo. In je bilo umetniško izražanje povezano z vsemi običaji, z vsemi temi mejniki skozi koledarsko leto, ko so naši predniki, naši ta stari še živeli v skladu z naravo, z njenim ritmom, z njenim ciklom, ker so bili povezani z naravo, z zemljo in od nje tudi odvisni. In mi si danes samo mislimo, da nismo odvisni od narave, ne? Samo kot medklic. To, kar je bilo pa tvoje vprašanje, kako bi to spet obudili, vnesli, se mi pa zdi, da se ta proces začel dogajati v zadnjih letih sam od sebe. A ne? Če sem včasih kot soustanoviteljica zavoda, ki se ukvarja s kulturno dediščino, se trudila čim več tega vnesti v šole skozi ples, pa potem povezati z likovnim ustvarjanjem, ki se je zgledovalo, ne vem, po oblikovanju pisanic ali pa kakšnega drugega okrasja ali pa vezenin, in to povezovati z plesom, se mi zdi, da zdaj se ta proces začel kar odvijati iz leta v leto bolj. A ne? Kvačkanje recimo je vedno bolj popularno, se iščejo skupine, kjer se lahko kvačka, ženske se spet učijo šivati. A ne? Vezenje je nekaj tako eksotično privlačnega in potem tako ljubkega, ko to narediš in potem je tako in ko je to narejeno in dejansko spet dobiva tudi umetniško vrednost zraven, a ne? Ker je vsaka taka reč je tudi unikatna. Tako da, ja, tudi ta, čemur v umetnosti rečemo crafts, a ne? Art and crafts, a ne? Se pravi, to oblikovanje dobiva vedno več prostora v vsakdanu, že s tem mogoče, da se najprej za začetek se vedno obdamo z lončki, z posodami, z prtički in tako naprej in potem nastopi ta želja, jaz bi pa tudi kaj takega probala, jaz bi pa tudi kaj takega poskusila. In kar je dodana vrednost teh reči, je ta, da se ob temu ustvarjanju, dogajanju, delanju, izdelovanju sproščamo. A ne? In ponavadi se dogaja tudi v skupinah, recimo vedno več je teh delavnic in se med sabo tudi povezujemo. Skratka, se sprostim, se povežem s seboj, se preko teh simbolov, ki nastajajo, preko likov, s katerimi se jaz izražam, se povežem z svojim kolektivnim nezavednim in se povežem z člani ali članicami skupine, vmes se pogovarjamo in dejansko to je tisto, kar človek rabi, a ne? Povezanost s seboj, povezanost z ostalimi.
Kako pa ti vidiš z vsemi svojimi izkušnjami, kako se ta podzavestne stvari sproščajo skozi umetnost? Zdaj, nekaj si povedala, pač da se povežemo, ne, na tem nivoju družbe, v katerem, kjer bivamo, potem se na kolektivni nivo povežemo, ampak verjetno so kakšne ujete stvari. Sva se pogovarjali o eni dami, ki je skozi to pesem in risanje svoje stvari lahko dala na platno. Kako ti to vidiš? Kako pride do tega povezovanja? Ker jaz mislim, da morajo ljudje samo dojeti, da s pomočjo umetnosti lahko sprostim ujete napetosti. Tako je, ja. Zdaj smo pa pri terapiji, a ne? Isto prej je bilo, recimo, lahko rečemo, da je tako ustvarjanje tudi terapevtsko, v tem smislu, da me sprosti, da uživam v temu, da sem z nekom drugim, da se pogovarjam in se dobro počutim. To je en namen, a ne? To drugo je pa že terapevtsko delovanje, ko pridem, oziroma ko klient pride k meni ali pa k terapevtu, k coachu z določenim problemom, z izzivom, in jaz namesto, da se pogovarjava o tem, nekaj seveda že, a ne, ampak potem pa pride tista točka, ki rečem, v redu, ampak kje pa to čutiš v telesu, a ne, ali pa kako pa se počutiš ob temu, ko to doživljaš, a ne, in potem naslednje, usta se zaprejo, in osebo povabim k temu rečemo art buffet, a ne, tako kot je, kjer so razstavljeni materiali, da pomisli na problem, s katerim je k meni prišel, ali pa na izziv, na katerem želi danes delati, gre k art buffeju, se pravi k izboru materiala, izbere tisto, kar ga pokliče in ta izziv spremeni v art. In to potem lahko delamo z glino, lahko z barvami, lahko s temperami, z vodenkami, lahko režemo, lepimo, trgamo, oblikujemo, karkoli klient zbere, je prav. In ta art, njegov cilj ni, da bo izdelek lep, ampak da se ta bolečina pokaže, da na ta način skozi kreativno izražanje izstopi iz telesa in se pokaže. A ne? In ko jo imava klient in jaz kot coach v tem vmesnem prostoru med nama dvema, je to varen prostor tako za umetnino njegovo, za ta artefakt, kot za klienta, ki zdaj prvič vidi svoj strah, prvič vidi svojo tesnobo, prvič vidi svojo jezo, a ne? In lahko z njo spostavi komunikacijo, se potem pogovarjajo, obrača, gledajo, kaj manjka oziroma česa je odveč in tako naprej. In pa se začne ta terapevtski proces. Kako hitro pa lahko človek vstopi noter? Kako pride do sprostitve za to, da človek lahko sploh vstopi v to čutenje, ki ga ti opisuješ? Različno hitro vstopamo ljudje, ker smo tudi različni kot posamezniki, a ne? Tisti, ki so mogoče malo bolj odprti do ustvarjalnosti ali pa večkrat rišejo, ali pa, ne, so bolj v tem svetu, tisti grejo dokaj hitro noter, pa potem določene faze tega dela se kar preskakujejo, hitro pridejo v to, da želijo upodobiti svoj strah in tako naprej, a ne. Drugi mogoče, ki so bolj kognitivni, rabijo malo več časa, postavljajo malo več vprašanj, a lahko to, a si mislim na tako, ampak potem pa po 5 minutah, ko človek ustvarja, riše in tako naprej, je pa že noter, ego je že drugje, a ne, je že drugje, tle pa potem res pride do tega spontanega delovanja, a ne. In človek niti ne razmišlja več, zakaj vzame rumeno, pa kam bi jo postavil, pa tako naprej. Stvari se samo nalagajo, nastajajo, a ne. Včasih so zelo kompleksne, včasih je pa to samo en flek barve, a ne. In vse je v redu in vse je prav. In z vsem delava potem naprej. Ja, koliko hitro, a ne, si nekdo dopusti, da karkoli prime, katerokoli barvo, katerokoli, pa ni nujno samo barvo, ampak katerokoli sredstvo, ali je to barvica, voščenka, tempera, ne vem, karkoli pač imaš iz tistega arzenala, karkoli prime in da gor na platno, je to že izražanje. In je to že velik korak naprej, a ne? Ker predno je stopil v terapevtski prostor ali pa v coaching prostor,
tistih 5 minut ali pa 20 minut prej, je bil še daleč stran od tega. Ne? Potem se pa zgodi kar naenkrat ta potopitev. Seveda pa moramo vedeti, da človeka ne namočim kar direktno v to situacijo, ne? Da je zelo pomemben ta varen prostor, coaching prostor, ki ga seveda ustvarjam jaz, ki vodim tega človeka. Ne? Kako pa to ustvariš? Na kakšen način ustvariš? Na različne načine, spet odvisno od posameznika. Ne? Seveda najprej z enim takim uvodnim pogovorom, uvodnim srečanjem, ne? Da sploh vidiva oba, a imava ta klik, da jaz vidim, da bom človeka lahko vodila, a ne? Moje delo je odgovorno, in klient, da se ob meni dobro počuti in da začuti, da bi lahko povedal kaj več, oziroma da res začuti v sebi, da res želi iti tja noter globoko in tam narediti to čiščenje, ki bo potem povzročilo vse ostalo čiščenje in cvetenje, seveda. Drage gledalke, spoštovani gledalci, čas je za oglase. In med tem časom lahko greste tudi na spletno stran www.nejazupan.si/iniciacija-energije in prevzamete svoje darilo, ki sem ga pripravila za vas. To je brezplačna e-knjiga 7 korakov za dober začetek dneva, ko iniciraš svojo energijo za tvoj dan. Po oglasih nadaljujeva najin pogovor. Poglabljanje v sebe je res eno tako lahko zanimivo popotovanje. Jaz se spomnim moje dogodivščine, ampak to ni bila samo ena, kako globoko me je art terapija peljala. Celo v srednji vek, kjer sem podoživljala določene bolečine iz tistega življenja, kar se je tam dogajalo in je še vedno v energijskem polju vplivalo na mene. Zdaj bom pa tebe vprašala, kakšne imaš pa ti izkušnje oziroma kakšne imajo izkušnje tvoje stranke, tvoji študenti, ko grejo v sebe? Kako doživljajo, kaj se jim v življenju začne spreminjati? Oziroma mogoče začneva prvo tako, kaj se je tebi začelo spreminjati, ko si začela bolj sama uporabljati umetnost za svoj osebni in duhovni napredek? Kje naj začnem? Pri sebi. Najbolj. Ja. Torej, kot sem rekla prej, zame je bil ta potop na ta terapevtski način v umetnost, najprej preko plesa in spontanega plesnega izražanja in ustvarjalnega giba in potem komunikacije preko plesa, neverbalne komunikacije, ne. Kaj se mi je zgodilo? Takrat še nisem poznala tega izraza, da sem se povezala s seboj, ampak skozi to delo, ja, dejansko sem prvič, ali pa ne prvič mogoče, našla oziroma srečala sebe, a ne. To je bilo povezano tudi z enim dokaj izzivov polnim obdobjem v mojem življenju. In je predstavljalo neprecenljivo vrednost zame. Tako delo z glasbo, z različne vrste glasbami, ne pop, ampak z klasično glasbo, z moderno glasbo, z etno glasbo, a ne, kot gibno izražanje v skupini tudi, a ne, skozi to, ne kot individualno, bila sem kot posameznik in del skupine hkrati. To seveda vpliva na samozavedanje, in potem seveda tudi na samozavest, na to, da se človek zaved, kot sem se jaz zavedla, meja, a ne, ki jih lahko postavlja, da se zaveda, tako kot sem se jaz zavedla, da lahko stopiš v prostor, da se izraziš, da se izražaš in da je prav, da se izražiš in izražaš in da je to pomemben prispevek recimo k skupini. Vedno je pa pomembno to, in kaj to pomeni v tvojem življenju,
kako se to prenaša potem v življenje ven, a ne? Tako kot ko delamo s terapevti ali pa s skupinami, je vedno pomembno vprašanje, in kako je to povezano s tvojim življenjem. A ne? To, kar se dogaja tukaj, ker drugače ni tega terapevtskega ali pa coaching napredka. A ne? Z ljudmi delamo zato, da bojo izboljšali svoje življenje, ne zato, da bomo mi imeli fascinantne procese. A ne? Tako da, ja, in potem kasneje, ker ko študiraš ekspresivno art terapijo, greš sam skozi globoke in številne procese. A ne? Sem srečala sebe na mnoge različne načine in seveda tako meni kot marsikomu drugemu oziroma vsakemu, ki gre v tak proces, pridajo stvari ven, a ne? Pridajo vzorci, strahovi in hkrati tudi ahaji, a ne? Aha, to je bilo to. Ne? In ta aha oziroma to, ki je bilo to, vidiš naslikano na papirju, vidiš v skulpturi, ki si jo naredil, pa nisi niti vedel, kaj delaš in tako naprej. A ne? In si tudi potem v procesu tudi postaneš ta tvoj del. A ne? In narediš dialog in ja. In kakšne so torej, recimo, kakšni primeri, kako ljudje vidijo nekaj ali naredijo nekaj, imajo ta globok proces in kaj je njihov rezultat v vsakdanjem življenju? Skozi proces, ki seveda traja nekaj srečanj, ne eno samo srečanje, a ne, ampak pač sodelujemo nekaj časa, se dogaja razcvetanje osebe. Ker seveda, ko imamo težavo, šrinkamo, se potegnemo vase, to se pozna tudi na telesu, a ne? In ko to težavo spoznamo, srečamo, jo pogledamo z različnih perspektiv, z različnih kotov, jo bolj spoznamo, a ne? Jo lahko predrugačimo, transformiramo in hkrati se dogaja proces tudi v telesu, a ne? Ko jaz nekaj spreminjam tukaj in odstavim, se tudi proces v mojem telesu dogaja na drugačen način. A ne? Naj omenim še to, da ekspresivna art terapija pomeni tudi to, da mi prehajamo, je intermodalna, to pomeni, da iz slikarstva lahko preidem v glasbo, iz glasbe lahko preidem v poezijo. Skratka, se ta ustvarjalni proces vrti naokrog skozi različna področja, tako kot se je pri naših prednikih, če pridem spet nazaj na naše prednike, ne, ki so to delali spontano in je bilo samoumevno. Ne. Tako, proces, tisto, zaradi česar je človek prišel, ponavadi skriva še kakšen globlji razlog, a ne, in potem iz tega globokega razloga Jung pravi, da gremo po oglje, a ne, in ga potem skozi alkemični proces, alkimijo čustev, alkimijo tega procesa, alkimijo barv, alkimijo ustvarjalnosti, pripeljemo do tega, da ga spremenimo v diamant, a ne? Ali pa v zlato. A ne? Ja, zlato je pa tisto, da srečamo sebe, da srečamo svoj self. A ne? Tako. Kako nastanejo najčudovitejši diamanti pod največjimi pritiski. Pritiski, ja. Tako. In tako je verjetno tudi v art terapiji, se pravi, ko izražamo sebe, bolj kot začnemo čutiti sebe, potem prihajajo na površje tudi stvari, ki mogoče niso prijetne. Seveda, ja. Vedno, ko pomislimo na umetnost, pomislimo na to, da je to nekaj lepega. Ne? Vemo pa recimo v umetnosti 20. stoletja, da je bila tudi velika umetnost zelo terapevtska za velike slikarje, ki so jo ustvarjali. 20. stoletje nam je dalo 2 svetovni vojni, smo bili kolektivno traumatizirani in smo kot skupina rabili čas, da se vse skupaj prečisti. In umetniki so to delali tudi za nas, ne samo zaradi sebe, ampak tudi za nas. Kolektivne zavesti. Tako, super. Odlično, to je zelo dobra interpretacija, mi zelo všeč. Kako se lahko skozi različne načine čistijo stvari. Prihajava proti koncu, zato me zanima, kaj je tisto, kar bi ti še želela predati našim poslušalcem in poslušalkam? Najprej, tako malo za hec, pa tudi zelo zares, da naj si v svojem dnevu
naredijo, tako kot si naredijo čas za kakšne druge stvari, a ne, proti koncu dneva, ne si naredijo 20 minut časa za čopič in barve. Ali pa za glino, za plastelin. To je zelo, zelo pomembna reč. A ne. Jaz v svojih procesih imam recimo tudi take challenge, izzive, a ne, ko klienti določeno zaporedje dni slikajo. A ne? In potem, ko gledava te slike, ki so nastajale skozi teden, teh 20 minut vsak dan, a ne, klient vidi skozi kakšen proces in kako napreduje. Ne? Če je na začetku bila slika taka še malo bolj sramežljiva, je potem recimo po 14 dnevih tega slikanja je že dodan in material je bolj pester, izrazno je bolj so te artefakti močnejši in začenja zraven nastajati poezija ali pa prav poetični zapisi in tako naprej. Ne. Se začne zbujati naše notranje bogastvo, ki nastaja pred nami in skozi to se zavemo, kaj nosimo v sebi. In skozi to postajamo seveda boljši ljudje najprej do sebe, ko smo pa boljši do sebe, smo pa tudi boljši do drugih. Ne? Tako da umetnost je v vsakem človeku, ker mi smo umetnost. Tako, jaz sem že kot študentka tako zelo idealistično rekla, da z umetnostjo lahko spreminjamo svet. Ne? Zato so začele pol nastajati te delavnice, ker kje boš bolj spreminjal svet kot pri otrocih. No in po vseh teh letih sem še zmeraj prepričana v to, samo da zdaj pravim, da z umetnostjo lahko spreminjamo naš, v oklepaju, svet na bolje. Naš kot osebni in naš skupen svet na bolje. Mojca, hvala lepa za tvojo prisotnost v oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala za tvoje čudovite misli. In jaz upam, da bo veliko ljudi spoznalo, kako so sami umetnosti in je to umetnost samo na plan potreben dati. Ja, in to je čisto enostavno. Hvala za povabilo, pa čim več ustvarjalnosti, čim več kreativnosti. Hvala. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vas pa povabim, da prevzamete moje darilo za vas. Brezplačna e-knjiga 7 korakov za boljši začetek dneva, za zdrav začetek dneva na www.nejazupam.si/iniciacija-energije, ker ta knjiga je iniciacija v tvojo dobro energijo čez dan. Hvala za vašo pozornost.